ne. Kakšno strategijo vodenja firme ste si zadali? Najbrž ste imeli kaj teh ljudi, ki so vam sugerirali, kako je treba, kaj je treba delati, kako je treba najbrž notranje v fabriki in tudi v politiki? Zdaj strategijo. Nam je bilo najbolj bistveno, da nam je že prej bivši direktor Vodovnik pustil prosto pot, kamorkoli smo v Evropi hoteli iti, nam je normalno pivarna plačala pot in vse stroške, da smo si ogledali najbolj moderne pivarne v Evropi. Tudi prihajanje, sem 3-krat bil in si niti slučajno nisem mislil, da se bo to zgodilo, kar je danes. Zelo dobro se spomnim, ko smo bili gor, ko me je direktor Heinekena, mi smo bili Remec, tehnični, jaz smo bili gor in mene, oziroma jaz sem bil takrat že direktor, ja, me je poklical v pisarno, da bi se rad z mano na 4 oči nekaj pomenil in mi je takrat začel, že takrat, katerega leta je to bilo, davnega leta nazaj, če bi mi kaj sodelovali, pa da bi sem pa tja, pa da bi mogoče nas Heineken tudi malo tule, sem pa rekel, da mi nismo prišli za to govoriti, mi smo prišli vašo ugledno firmo gledati, niti slučajno pa ne, da bi vi nas vzeli. O tem pa kar pišete in se rekel, če to mislite, potem sem jaz tudi zadnjič pri vas. Ampak ravno to se je po mnogih letih zgodilo. In zdaj, ko vidim, da malo preskakujem. Nič hudega, kar povejte. Imam pa što nesrečo, da sem tu nad pivarno, prvi srečo, da smo se tu da je pivarna tule hiše naredila, vsaka je čas in hvala, direktorje in pa vsem, ki so to omogočili. Ampak tule dolje gledam. Vsak dan, še zdaj, ne? Vsak dan. Pa vsak dan, ko grem, se mimo nje peljam. Ta pivarna je živela včasih. Zdaj pa grem v 10, 9, 10, še vso tema, nobenega nekjer, 3/4 ljudi ni več. To je po svoje seveda logika kapitala. To je treba tudi po svoje razumeti. To je logika kapitala in nam tega ni bilo treba, te logike. Mi bila sami to bili. Sami, svoje logike bila to bili. Tako. Ni bilo treba to narediti, pa drugemu dati to, ker bi lahko sami to naredili. In smo tudi sami to delali. Vi ste, ampak kdo bi pravzaprav moral biti tisti, ki bi to kupil, recimo? Mi smo to hoteli, tudi malo smo razmišljali, samo tudi, da bi tudi delavski kup, da bi tudi dali širši razpis ven, da bi imeli čim več teh majhnih lastnikov. Po celi Sloveniji, pa po drugod, majhne lastnike imeti. Pa to je bil naš cilj, samo to se je potem počasi začelo rušiti proti tistemu, ko sem jaz pa tudi končal, več nisem takrat pa mogel to nisem bil tudi tam, da bi to ta proces, ki je šel, neimenovno je šel. Niste mogli ustaviti, ne? Se ni dal ustaviti. In to je pripeljalo do tega, kar je zdaj. In se bojim, da se bo to za pivovarno, predvsem pa za kraj Laško, to žalostno končalo. Mislite? Žalostno končalo, ker pivovarna kdo pa imel interes zdaj narediti na pamet, rečem še en, recimo, kulturni dom ali pa ne vem kaj v Laškem. Kdo pa imel interes? To je res. To smo imeli mi sami interes, ker smo tu živeli, pa smo imeli sami interes, pa ljudje. In Heineken pa tega nima interesa, ker bi tudi brez veze, da ga bi imel, ker on zaradi tega ne bi tule, bi že nekaj rešil, ampak drugače pa ne bi tega interesa imel. Ga tudi ne bo imel. Vse toga se vidi, da ga ni.